Ko se znajdemo pred novim problemom, skušamo priti do več možnih rešitev, ki so lahko vse pravilne. Ključ dobrih rešitev je, da upoštevamo tudi mnenje drugih in sestavimo ali izberemo najboljši odgovor. Tako o problemih razmišljajo na osnovni šoli Dravlje pri krožku ustvarjalnega razmišljanja. Ko se skupina sooči z zagato, skuša v pičlih 3 minutah poiskati čim več rešitev. Napačnih in pravilnih odgovorov ni, obstajajo samo pozitivne, negativne in zanimive plati rešitve. Vsak v skupini na zadevo pogleda iz druge plati, poslušajo pa drug drugega in sodelujejo. Ta krožek je bolj drugačen, ker na njem poskušamo priti do čim več in to različnih odgovorov. Med poukom pa samo do enega in pravilnega. Pri krožku ponavadi iščejo rešitve za težave iz vsakdanjega življenja, kar jim pomaga tudi pri razmišljanju v šoli. Vsi jim ves čas govorimo, pa daj razmišljaj, pomisli, uporabljaj glavo, ampak ne naučimo jih pa, kako naj to delajo in kako naj sploh tista znanja, ki jih pri pouku dobijo, kako naj ga uporabljajo in tako naprej. To metodo, ki jo je izumil Edward de Bono, danes pri pouku uporabljajo skoraj po vsem svetu, od Amerike do Avstralije. V Sloveniji za zdaj samo pri krožkih. Ugotavljamo, da v šoli skoraj ničesar ni, kar ne bi bilo vezano samo na odgovor, ki je pravilen ali nepravilen. V življenju je pa obratno, v življenju pa ne obstajajo pravilni in nepravilni odgovori, v življenju obstaja nešteto možnosti, med katerimi se moraš odločiti. Vsem ustvarjalnim infodromovcem pa za konec zastavlja vprašanje. Kaj bi bilo pozitivnega, negativnega, zanimivega, če bi učitelji vsak dan nosili priponke, na katerih bi bilo narisano, kakšne so danes volje?